Po remiju na prvi tekmi z Angleži in potem, ko so Švicarji v prvem krogu visoko odpravili Andoro, je bilo jasno, da slovenska reprezentanca za preboj v elitni krog kvalifikacij za prihodnje evropsko prvenstvo na tekmi drugega kroga Švico potrebuje zmago. Selektor Milan Miklavič je z ofenzivno postavitvijo s 3 napadalci potrdil namere in prve četrt ure je dobro kazalo. Potem pa prvi napad po poreklu narodnostno pisane švicarske zasedbe, prekršek Stankovića nad Kustodijem in švedski sodnik Ekberg je dosodil najstrožjo kazen. Zanesljiv izvajalec je bil Taras Šaj, sicer najboljši strelec turnirja 9. kvalifikacijske skupine, ki poteka v Bakovcih in na Ptuju. Slovenci so se poskusili vrniti v igro, zapretila sta Stojanović in nato iz prekinitve še kapetan Hotić, a preskromno za švicarskega vratarja Baumana. Nato pa minute, ki so bile odločilne oziroma usodne za našo enajsterico. Dvakrat je v obrambi nastala vrzel, ki so jo Švicarji izkoristili in priigrali izdatno prednost. Najprej je po domiselni podaji v prazen prostor ob neodločni obrambi zabil Nani Taras Šaj, igralec madžarskega rodu, in dosegel svoj 4. zadetek na turnirju. 30. minuta torej in 0:2. Nato pa le 3 minute pozneje še tretji švicarski strel v okvir slovenskega gola in ponovno zadetek, tokrat po gneči pred Zabretom, ko je po prostem strelu odbito žogo v mrežo zabil Kustodijo. Čeprav je bil pred ekipama še ves drugi polčas, pa je že bilo jasno, da bodo Slovenci težko izničili takšen zaostanek. Hitro smo prejeli 3 gole, težko se vrniti po takem zaostanku. Probali smo, vendar je bilo na koncu premalo. Noben ekipa ne sme prejeti 3 gole v 30 minutah, to je enostavno praktično nemogoče se vrniti po takem zaostanku. V začetku je zadnja linija slabo stala in nismo bili skoncentrirani dovolj, zato so prišli te 3 zadetki, ki smo ga sami sebi smo si jih dali. V nadaljevanju še bolj ofenzivna igra, drugega Slovencem ob zaostanku z 0:3 tudi ni ostalo. Selektor Miklavič je tempo ohranjal tudi z menjavami. Že v prvem polčasu je vstopil Zahović, v nadaljevanju še Šauperl in Gajić. Akcije so se vrstile. Najprej po kotu odbita žoga in močan strel Lorbka. Nato je priložnost, da se dokaže, dobil vratar Zabret, ki je zaustavil tako Talja kot tudi Kespedesa, in to je bila tudi nova vzpodbuda slovenskim napadalcem. Želje je uresničil Zahović, ki je uspešno sledil podaji Hotića in matiral Baumana. Tekla je 60. minuta, ostalo jih je še 30 in to je bil nov trenutek upanja. Tvoj zadetek vesel vsaj zaradi tega? Slaba tolažba, mogli bi zmagati in si zagotoviti mesto na elite roundu. Drugi čas je bil v redu, sem zadovoljen. Pač te napake se ne sme več ponavljati, kaj se je naredilo od 10. do konca polčasa, 10. minute. Dokončno so se slovenski upi, da bi tekmo pripeljali vsaj na prag remija, razblinili v 88. minuti, ko je po novem strelu Lorbka Bauman posredoval z atraktivno parado, Črnigoj pa je na to odbito žogo sprožil preko gola. Ostalo je pri 1:3. Mi smo naredili menjavo pri rezultatu 1:0, celo 2:0 smo naredili menjavo. Ni bila menjava naredena zaradi tega 2:0, nekaj smo hteli več narediti za naprej. In zato smo tudi vzeli enega defazivnega veznega ven in dali enega napadalca. Švicarji so močnejši kot kolektiv, oni hitrejše odigravajo, kot odigravajo Angleži, in tu je sigurno smo imeli velike probleme. In še pogled v torkov tretji krog, ko v naši usodi odločata Švica in Anglija, ki se bosta pomirili za prvo mesto.
Mi se ne zanašamo na nobenega, mi moramo gledati sami, da bomo to zadnjo tekmo dobro odigrali. In ne bi jaz preveč to negativno gledal to tekmo, kljub temu, da se je izgubila trener, ker jaz mislim, da je bilo tudi določenih stvari dobrih in te dobre stvari moramo enostavno, da so prave, bile pa tudi neke stvari, ki jih moramo popraviti. In jaz mislim, da takšne tekme pravo sliko dajo. Dali so nam pravo sliko in Anglija in dali nam pravo sliko Švica. Mi moramo zmagati še za gol ali dva več in upati na čim bolj ugoden rezultat na drugi tekmi. Odločalo bo to, da bomo še vedno iz sebe izvlekli maksimum in probali to zmagati in zaključiti kvalifikacije zmago. Švica ima na prvem mestu po 2 krogih vseh 6 točk, Anglija je z zmago in remijem pri 4, Slovenija ima 2. Drugo mesto je za Slovenijo dosegljivo ob porazu Angležev in dovolj visoki zmagi na torkovi tekmi proti Andori, ki bo v Bakovcih ob 15. uri.